Ola, sem hotel dati en primer za ljudi, da bi videli, kako izgleda integracija v življenju, kaj pomeni integriteta v energiji, v izkušnji in ne samo v veri, v prepričanjih. Kaj pomeni živeti življenje, kaj pomeni živeti dele, ki jih ne živimo. Kako torej izgleda integracija v realnosti življenja iz moje lastne izkušnje. Torej, naprimer, jaz sem v življenju pač zmeraj tlačil jezo, zato ker mi pač ni bilo dovoljeno jo izražati in kadar sem bil pač tepen, sem bil kaznovan za te stvari. Ne tako neki vzgojno, ampak prefukan. In to se je pač dogajalo cel moj life do mojega najstništva. In v glavnem, jaz sem pač v telesu, v nevrološkem sistemu in v energetskem smislu, nasplošno v moji individualni izkušnji, imel pač upor pred izražanjem tem, zato ker sem vedel, da če bom to izražal, sledi velika bolečina. In zato, da sem se torej izognil bolečini, kazni, sem pač začel nehati živeti ta del sebe, ki ga človek rabi, zato da ima sploh hrbtenico in da ima neko individualnost v tej družbi, če ne te itak vsi nategnejo. In v glavnem, torej takšen sem bil cel life in ni fora, da ti sploh ne dostopaš do jeze, ampak fora je, da ti nisi sposoben na dnevni bazi v tistih malenkostih življenja izražati. Torej, zmeraj čakaš predolgo. Jaz sem zmeraj čakal ful predolgo, zmeraj se je nabiralo, dokler ni počlo. Zmeraj se je nabiralo, dokler ni počlo, dokler nisi bruhnil kot vulkan. In torej jeze si sposoben, ampak samo tako, ko te situacija prisili v to, ko je res ni druge in potem pač moraš počiti. In pač takšen način, to je prvo sebe nisem poznal, kakšen sem v jezi. In kadar se je torej ta jezni izbruh zgodil, me je obvladoval, nisem ga mogel fokusirati in sem bil nevaren za druge, čeprav nisem mogel niti fokusirati te svoje jeze. Niti v bistvu nisem bil zares nevaren, ker sem bil samo pač samodestruktiven. In torej nisem se mogel niti step s človekom, zato ker me je jeza obvladovala, nisem mogel fokusirati tega, svoje energije. In po eni strani si pač nevaren za vse, po drugi strani pa imaš neko moč, ki jo tisti trenutek ne obvladuješ. In torej si destruktiven za vse in zase. In v glavnem, tako se to pol kaže, na začetku doživiš to disociacijo, potem se ta disociacija tako kaže v tvojem življenju. In potem, ko sem se jaz začel tega zavedati, sprejemati tega, bil samozavesten in sprejel te stvari pri sebi in potem začel v bistvu trenirati to. Dobesedno sem bil doma in sem se začel preprosto udajati v to energijo jeze in agresije. Moji sosedi so itak mislili, da sem fuknjen, da sem zdrav za psihiatrijo, ampak sem v bistvu sam pač začel trenirati in se udajati v jezo, v agresijo in se spoznavati, kakšen sem, ko sem takšen. Kdo sem, ko sem takšen. In v glavnem sem pač ugotovil, da je to ful pomemben del življenja, da brez tega nimaš hrbtenice, brez tega ni individualnosti. Zato, ker potem vsi hodijo po tebi in se zgubiš v množici. Brez tega nimaš penetracije v življenju, prave. In to je del človeka, ki ga človek mora biti sposoben živeti. Sposobnost dominantnosti, ki je itak inertna, naravna vsakemu človeku. In je v bistvu dela človeka privlačnega. Ne dela ga to privlačno, ampak človeka dela celostnost privlačna. Nam so zmeraj privlačni ljudje tisti, ki imajo več življenja. In več življenja imaš samo, če cel dan
vse, kar življenja teče skozi tebe, ti to živiš. Torej, če so deliki sebe, ki jih ne živiš v dnevu, pač nimaš toliko življenja, kot bi ga imel, če bi živel vse dele sebe, vsak trenutek spuščal skozi sebe vse, kar priteče. Torej, če so deli sebe, ki jih ne živiš, si takrat dobesedno depresiven, brez življenja. In pač takrat si neprivlačen, v tebi ni energije, ni življenja. In torej samo, če si ti dovoliš živeti samega sebe, si ti močen, privlačen, poln življenja človek. In v harmoniji. In v glavnem, torej, kot sem že večkrat povedal, pogledajte si moje prejšnje videe, ki sem povedal, da kako je smisel življenja, to, da si disociacijo doživiš. Ravno zdaj sem tukaj povedal, kako se je tu zgodilo, torej skozi jezo, skozi upiranje temu, kar je bila kazen po temu, če bi to izrazil. Potem, kako se je to kazalo, da sem v življenju, da skozi trpljenje, da sem izbruhnil, ker tega nisem v bistvu sploh poznal, takega sebe nisem poznal in pa se je to nabiralo in sem izbruhnil. Potem sprejemanje odgovornosti, samozavest, kjer se zaveš teh stvari, kjer jih prepoznaš, vidiš, da nisi sposoben živeti dele sebe in so destruktivni. Zato, ker jih ne živimo, ker se ne poznamo. In torej sprejemanje svoje šibkosti, samozavest, to je prava moč, vstopanje v ta spekter moči in potem končno integracija oziroma delo na integraciji te sence, kjer treniraš, se spoznavaš, čim bolj, kar se da, s tem delom sebe, dokler to ne rata tvoj naravni izraz tebe, tvoj avtentični izraz tebe, kjer ti dobesedno končno sebe spoznaš in lahko rečeš, da si avtentičen. In potem na koncu, čisto konec, je pa, ko te življenje nepripravljenega dobi in te testira. In tisti trenutek, kadar si nepripravljen in te testira, se bo zares pokazalo, kaj bo tvoj spontani avtomatski odziv. Če bo to, da lahko živiš to, kar si treniral, to, kar prej nisi mogel živeti, potem imaš integracijo. Potem je tvoj nevrološki sistem se privadil, v energiji se več ne upiraš temu delu svoje izkušnje in si ti končno cel človek. Če pa še zmeri po vsem tem treningu odreagiraš na star način, kjer se skrčiš in nisi sposoben živeti, naprimer te jeze, ali pa kakršnega koli drugega dela sebe, pomeni, da nimaš še integracije. In v glavnem, torej pri meni se je tako kazalo, jaz sem to jezo treniral, dobesedno sem hrulil tle notri doma, po 8 ur na dan, samo zato, da bi bil čim bolj cool z agresivnim jeznim jazom, samim sabo, brez nobenega razloga na preteklost ali ne vem kaj. Sam preprosto udajal sem se v to energijo z namenom, da bi mi bila cool v telesu in v moji izkušnji, da se jaz ne bi več upiral temu, da mi toliko rata cool. In v glavnem, po vsem tem delu, jaz sem to delal naprimer 1 leto 8 ur na dan. Sem treniral toliko, kot eni ljudje celo življenje trenirajo. Ljudje si sploh ne predstavljajo, kaj sem zdaj povedal. 8 ur na dan se jeziti za brez razloga, samo zato, da se vdajaš v to energijo, da bi tvoje telo in tvoje energetsko stanje bilo totalno cool s tem. 8 ur na dan, to je tako izčrpajoče. Jaz sem samo to delal in spal, nič drugega nisem mogel delati, to ful energije pobere. In v glavnem, jaz sem to delal in sem v enem letu naredil toliko dela, kot ga folk naredi v 30-40 letih, pol življenja. Eni to delajo cel life. In nekateri ljudje imajo na večjih področjih disociacijo, naprej mogoče je bolj blago, jaz sem imel pa pač v tej eni smeri ekstremno, ki mi je prinesla 3 avtoimunske bolezni. Jaz sem na drugih področjih raketa, tle sem bil edino v disociaciji, zelo globoki, ampak zdaj sem še to integriral. In v glavnem hoče sam povedati, da torej pri meni je bilo tako, jaz sem to treniral, torej se vdajal v dobesedno neko hruljenje in agresijo in mi je prineslo ful dobrega, že samo to. In v tem obdobju sem tudi večkrat opazil, naprimer, da sem šel naprimer, od doma in sem bil še kar naprej jezen in sem bil tudi s kakšnimi ljudmi jezen in sem ful lažje stopil v jezo, ker sem bil že cel dan v tej jezi. In je bil to nek trening
da v bistvu živeti jezo samim sabo in z drugimi v bistvu čisto cool in da ni nič narobe s tem, da ni nič strašnega. Ampak sem še zmeraj v tej fazi opažal, da kadar si tako cel dan v tej jezi in si nekako nabildan s to jezo in se vdajaš v to jezo in si pripravljen torej na neko jezno bojevanje, ti v življenju ne boš dobil unega pravega testa, ki bi se preverila tvoja integracija, zato ker jaz sem zmeraj bil pripravljen na jezno bojevanje v tej fazi. Jaz sem zmeraj bil nabildan s to jezo, pripravljen v jeznem bojevanju in vsakič, ko sem šel ven, ko me je življenje testiralo skozi neke malenkosti, skozi neke interakcije in konflikte z ljudmi, sem zmeraj pač takoj odreagiral jezno in sem si mislil, vidiš, ni panike, jaz sem lahko jezen. Ampak to ni bila integracija. Jaz sem takrat mislil, da je to integracija, ampak to ni bila integracija. To je bil trening, to je bil zelo dober trening in sprejemanje tega in dovoljevanje, da to teče skozi mene, ta del mene, jezni del mene, zate je lahko nekaj drugega, mogoče žalostni del tebe, mogoče kakršenkoli drugi del tebe, ki si ga ne upaš živeti. In v glavnem, jaz sem takrat mislil, da integracijo imam, ampak v bistvu jo nisem imel. Ker če si ti pripravljen non-stop v tem, ti ne moreš biti zares testiran. Ti si zares testiran takrat, ko si nepripravljen. Ko si ti nepripravljen, ko sem jaz bil chill v metuljčkih v sebi in lepo v srčku in cel mehek in se sprehajal zunaj, in sem bil totalno nepripravljen na borbo in me je borba doletela. Takrat se pokaže integracija. In se spomnim, v tem obdobju nisem imel integracije. Zmeri, ko sem bil nabildan z energijo, z jeze in šel ven in sem bil pripravljen na borbo, če me je življenje testiralo, sem bil zmeri zajeban, ampak ko sem šel pa nepripravljen od doma, torej ko nisem treniral jeze in sem šel ven in sem bil tisti svoj mehek jaz, ki je tak, kadar je, ko si z družino, naprimer. Pač nisem naredil testa, je prišel test od življenja, prišla konfliktna oseba in sem zmrznil. Sem zmrznil in sem bil še zmeri šibek jaz. In sem hotel samo povedati, da vsi te treningi in vsi te prakse in duhovnost in terapije, ki so jo grejo ljudje, če to ni stestirano, takrat, ko ti nisi pripravljen na to, ti zares nimaš integracije. In sem hotel samo povedati, da potem pač na neki točki, ko sem jaz to dojel, da vse te terapije, ta shadow work, ta trening, spoznavanje, se vdajanje v ta del sebe, ki ga nikoli nisi živel, čeprav je to ful pomemben del integracije, to ni konec in to ni integracija, ki jo dosežeš kot nekaj zasluženega, kot sprememba v energiji, kot nekaj, kar si prislužil in zdaj imaš. To je samo en trening, ki je pomemben del tega, ampak glavna stvar, torej na neki točki sem torej ugotovil, da samo to trenirati nima več smisla in sem potem pač dojel, da dokler jaz takrat, ko sem nepripravljen, ne bom sposoben tako odreagirati, nimam nič. In sem pač na neki točki nehal to jezo trenirati, ker sem videl, da nima več efekta, svoje delo je naredilo, sem se začel spoznavati s tem delom sebe, je zelo pomemben stadij življenja. Ampak, torej potem zdaj sem se pač fokusiral na neki točki na, če jaz, torej zdaj, ko živim ta svoj običajen life, ko prej, ko me življenje dobi nepripravljenega, ko me situacije nepripravljenega dobijo, jaz nisem sposoben spontano, avtomatsko, po defaultu odreagirati sorazmerno, odgovorno s tem, kar trenutek zahteva, konflikt zahteva od mene, jaz nimam integracije. In potem sem pač nehal trenirati to jezo in sem samo živel življenje in vsakič, ko sem šel od doma in sem imel neke interakcije in konflikte z ljudmi, sem sam pač pogledal, kako sem odreagiral. In sem se pač vsakič opomnil, če nisem odreagiral, tako kot je trenutek zahteval od mene, če sem bil neodgovoren in sem odreagiral iz šibkosti, namesto iz moje celostnosti, iz moči. In sem pač si vsakič, ko se je ta konflikt, ta interakcija zgodila, ko me je dobila nepripravljenega, sem si samo pač čas vzel, zato da sem odreagiral tako, kot je prav. Tako, kot se zares počutim.
sem si vzel čas, torej življenje me je soočilo, dobilo nepripravljenega in sem si vzel čas in potem sem odreagiral tako, kot moram odreagirati, tako kot vem, tako kot je resnično, tako kot je v meni res, tako kot se ta trenutek res odvija. In šele ko sem to začel delati, sem torej v trenutku, ko me svet dobi nepripravljenega, ko me Bog, življenje dobi nepripravljenega, sem končno začel delati tisto integracijo. Spoznavanje je bilo pomembno, ampak zdaj sem pa končno na licu mesta začel delati oziroma pridobivati, si prisluževati integracijo. Ker dokler ti to delaš za 4 stenami pri terapeutu ali kjerkoli doma, nema nobene veze. Nema nobene veze, če ti, ko ti življenje dobi nepripravljenega, nisi sposoben odreagirati odgovorno, tako kot življenje tisti trenutek je zares, ti integracije nimaš, ti nimaš spremembe, ne v telesu, ne v energiji. In nema veze, kaj si misliš v glavi. In v glavnem, šele ko sem si vzel cajt, zato da ne bi po starem defaultu odreagiral, ampak da si vzamem cajt, da odreagiram po tem pristnem, frišnem energiji, kot je ta trenutek, torej če me nekdo vzburi in naredi jeznega, da sem torej jezno odreagiram, seveda sorazmerno, ravno zaradi tega, ker sem treniral cel spekter jeze in zdaj lahko sorazmerno odreagiram. Dokler nisem prišel do tega, jaz nisem imel integracije. In v glavnem, hotel sem dati samo en primer iz svojega življenja, kaj se je zgodilo, na primer, par dni nazaj. To se mi je drugače že zdaj večkrat zgodilo, ker jaz zdaj že integracijo imam v jezi. Zdaj sem že zadnjih parkrat, vsakeč, ko me je življenje dobilo nepripravljenega, sem pač dokazal avtomatsko, brez da sem rabil dokazovati. To je zdaj že ratal del mene, naravni odraz, da sem pač sposoben sorazmerno odreagirati, kot tisti trenutek zahteva od mene. In sem samo hotel dati en primer, kako je to izgledalo. Naprimer, je po ulici hodil gor nek tip, ki je preklinjal na glas in ga noben ne pozna v tej ulici, oziroma vsaj jaz ga ne poznam. In jaz sem mu kazal hrbet, ker sem nekaj delal. Sem raztovarjal robo iz prtljažnika. In pač, ker sem slišal, da nekdo zelo razkurjen hodi po ulici, sem se obrnil in sem ga pogledal. In moj sproščen pogled je tak malo bolj jezen pogled. Istočasno sem si pomislil, pizda, mogoče je pa ta tip nevaren, mogoče je bilo pa cool, da jaz počekiram, kaj se dogaja. In sem ga samo pogledal, obrnil sem se. In pol sem delal naprej. In v glavnem ta tip je prišel do mene in mi je tako rekel, kaj je? In začel jezno nekaj govoriti z mano. In sem jaz včasih bi tako, ne bi se poscal, ampak bi samo pač delal svoje naprej, bi se nekako podredil, samo da situacija mine in bi pač svoje stvari delal naprej in molil Boga, da se ne bom rabil zdaj tle neki stepst, naprimer, tako bi bilo včasih. In zdaj, oziroma zdaj že parkrat nazadnje, je bilo pa tako, da pač preprosto sem sorazmerno avtomatsko bil sposoben odvrniti neko jezo in on je rekel meni, kaj je? Sem rekel, kaj je, pizda? In torej, to, kar je on meni dajal, sem jaz njemu dajal nazaj. Torej, v besedah sva pač dobesedno in v energiji je pač on meni dajal svojo jezo in jaz sem pač dajal njemu mojo jezo. In samo hočem povedati, da imam integracijo, ker sem bil spontano sposoben, sorazmerno, odgovorno, kot trenutek zahteva od mene, izražati del sebe, v katerem sem bil celo življenje v disociaciji od. In to je bil zdaj en tak ful lep očiten primer, to se mi je zdaj zgodilo že parkrat, da me je življenje testiralo in sem test naredil, brez da bi bil pripravljen na to. In to so tisti pravi trenutki integracije, ko lahko rečeš, evo, zdaj pa imam integracijo, jaz sem zdaj spontano tako odreagiral. In to je bil avtentični del mene, ki se včasih ni izražal in sem bil na tem mestu torej fake, šibek in v glavnem pač zdaj sem bil sposoben biti avtentičen
in biti suveren, človek s hrbtenico, ki se pač ne preda. In to je to. In v glavnem in nič, na koncu sem videl, da je tip samo neki lajal in na neki točki sem opazil, da me sploh ne posluša, ker jaz sem najprej ga soočil z jezo in mu pokazal, da se ne bom umaknil. In pol je človek pač cel cajt nabijal, da on ima diplomo iz psihologije in da je ful pametnejši od mene in da kar jaz delam, se grem neke igrice in da ga hočem zmanipulirati. V bistvu je pa on cel cajt projeciral sebe na mene, noro, da je sebe projeciral na mene. To, kar je on delal meni, je govoril, da jaz delam njemu. Noro. In jaz sem mu vmes še dal šanso za deeskaliranje, torej, da bi se jo pomirila, ali štartala sva na napačni nogi, greva to umiriti. In me sploh poslušal ni in je stopnjeval zadevo in pol se meni strgalo z namenom, namensko, zavedno, v integraciji sem pač dobesedno še bolj zalajal in pol se pač malo bolj umaknil, ampak ta je očitno tako fuknjen, da je še zmeri torej nadaljeval in je pač mogel imeti prav. In eden takih ljudi, ki preprosto ni mogel pustiti zadeve, torej nek psiholog, ki ga je realno jeza obvladuje, noro, mi je hotel dati lekcijo, noro. In v glavnem, jaz sem bil tako, ok, super, jaz sem izrazil to jezo, pokazal sem, da se ne bom umaknil, spontano, naravno, dal sem šanso za deeskaliranje, pokazal sem, da me jeza ne obvladuje, ampak jo lahko živim. In na neki točki, ko sem bil, da človek ni sposoben prenehati zadeve, čeprav mu je to bilo ponujeno, sem pa pač preprosto v miru bil sposoben situacijo zapustiti. In sem si mislil, evo, to je šolski primer integracije in sem hotel tukaj dati nek nasvet za vse ljudi, ki imate problem z izražanjem jeze, ampak to je vezano na bilo kero počutje in stanje, ki ga nisi sposoben živeti, ampak bom dal, na primer, danes fiksen primer za jezo. Torej, kako bi jaz rekel, da naj se ljudje ukvarjajo, vdajajo v jezo oziroma jo živijo, ki je do zdaj niso sposobni živeti. Torej, vsakič, ko prije do konfliktne situacije, bi jaz vsakemu človeku predlagal, da naj si najprej vzame malo časa na začetku, da naj ne odreagira na prvo žogo, da ko prideš v konfliktno situacijo, kjer nekdo izraža jezo proti tebi, da se najprej za sekundico, par sekund na začetku ustaviš, pogledaš, kaj se dogaja in takoj zatem pokažeš, da se ne boš umaknil, da nisi kar en pinko palinko, ki se bo takoj podredil, da pokažeš, da imaš hrbtenico, da imaš moč in da si pripravljen na borbo. In to pomeni, da sorazmerno na situacijo in odgovornost, tem, kot se v sebi počutiš, torej izraziš jezo na njegovem nivoju, da pokažeš, da nočeš eskalacije, ne greš ga napast in se še bolj zalajaš, ampak na njegovem nivoju pokažeš torej, da si pripravljen na borbo, ampak nočeš eskalacije. Torej, ne bom se umaknil, ne bom se podredil, pripravljen sem na borbo, ampak nočem eskaliranja. Torej, na istem nivoju odreagiraš. In potem, ko ste se drug drugemu pokazali, da ste na istem nivoju, da niste pripravljeni se podrediti, ampak da nočete eskaliranja, če se situacija ne spremeni od tam naprej, oziroma kako se spremeni, v katero smer greš lahko, samo v dve smeri greš lahko. Ena smer je na neki točki, ko vidiš, da se nič ne zgodi, da se samo dajate drug drugemu in si ti torej izrazil jezo in imaš to integracijo končno, da si v trenutku, ko te svet dobi nepripravljenega, sposoben to izražati. Torej, kaj narediš? Zdaj ne tlačiš več sebe, živiš to jezo, si jo dovolil izživeti v trenutku in lahko ponudiš deeskaliranje. Torej rečeš, lej človek, jaz vidim, da ta situacija ne gre nikamor več. Štartala sva na napačni nogi. Kaj praviš, če bi bila vzor v svetu in ne bi prispevala k konfliktu, tako kot drugi v vojno, ampak ta konflikt uporabiva zato, da se poveževa, spoznava in greva v miru stran od tukaj. Kaj praviš, a bova vzor temu. In če človek še zmeri po takšnih besedah deeskaliranja, klicu k povezovanju, še zmeri uporabi to za razločevanje,
in zadevo eskalira, torej ti si pokazal, da imaš jezo na voljo, potem, ko si sebe živel, si pokazal, da si sposoben deeskaliranja, da hočeš povezovanje, torej se ne tlačiš, si izrazil jezo, se ne tlačiš, ponudiš mir, premirje in potem, ko si naredil vse, kar pride naravno v interakciji, torej da živiš jezo, ponudiš premirje, torej se ne tlačiš, ponudiš premirje, na koncu, kar ti še samo ostane, je, da se torej umakneš. Ampak nisi se umaknil zato, ker si šibek bil, kot si na začetku zmeraj, kot jaz prvotno si zmeraj samo umaknil, ampak si naredil to, da si živel svojo jezo, živel svojo moč, ponudil svojo moč kot premirje in na koncu se iz močnega stanja umaknil. To je čisto nekaj drugega. To je med integracijo. To je narediti test, ko ti življenje predstavi, ko te dobi nepripravljenega. To je dokaz, da imaš integracijo. In pač na neki točki, ko je to trajalo, jaz sem potem še enkrat malo bolj zalajal, ker človek preprosto ni dojel. In ko sem videl, da človek preprosto ga kontrolira ta jeza in je ne more pustiti za sabo, sem pač preprosto šel. Sem delal naprej svoje stvari, sem ga začel ignorirati, sem si mislil, ok, ker on je pol še kar govoril, ja, pejdi, vidiš, da sem zmagal, ker si ti se umaknil od mene in jaz sem bil sam tako, ok, super, bravo, in sem pač šel in to je to. In pač človeka zignoriraš in greš. Ampak evo, tu si šel strani iz konflikta, iz stanja moči, ne iz stanja šibkosti. Ko greš iz stanja šibkosti, veš, da si v disociaciji in ko greš iz stanja moči, veš, da imaš integracijo. In to je razlika. Noč in dan. Eno je disharmonija, drugo je harmonija. Eno je bolezensko stanje, drugo je naravno zdravo stanje. Vmes sem še slučajno pogledal na uro in sem videl, da je 1:1:1 in sem si mislil shit. Nisem si mislil shit, ampak sem videl, točno to se zdaj mora dogajati. Sem bil celo pol vesel, ko sem videl, 1:1:1, torej ok, točno to se zdaj mora dogajati. In sem bil v glavnem happy. In to je to. In jaz bi tako priporočal vsakemu človeku. Edina opcija, ki bi še ostala, je, da ko bi ponudil deeskaliranje, da bi človek rekel, ja, pizda, vidiš, greva biti vzor. Greva biti vzor človeka, greva pokazati, da smo dovolj močna, da smo sposobna konflikt spremeniti v povezovanje. Tako kot odrasli ljudje, ki konflikt uporabijo zato, da stvar razrešijo. Ne pa zato, da jo ne razrešijo in ta konflikt ostane živ in naslednjič spet poči, zato ker stvari niso razrešene. Jaz sem to šanso ponudil in zmeraj bom ponudil. Ampak istočasno moraš pa prej pokazati, da nisi kar en pinko palinko, ki se bo pustil celo življenje dominirati. Zato ker agresivni dominantni del tebe je zelo prisoten v človeku. To je nekaj naravnega. Mi nismo samo srčki in metuljčki. Mi smo tudi lahko zelo dominantni ljudje. Jaz sem zelo dominanten človek, lahko. Zelo agresiven. Ampak samo fora je bila, da dokler tega nisi sposoben živeti iz moči, boš to živel iz šibkosti in bo zmeri preburno, butelno ven in nekontrolirano. In ko si ta del sebe sposoben živeti iz moči, se bo to izražalo vsak trenutek tvojega življenja. In zaradi tega ne bo več potrebe po temu, da eksplodira kot vulkan enkrat na 100 let. In na tak način, ko si ti zbalansiran v sebi, ko imaš integracijo, ko lahko na zdrav način, ne zato, ker se siliš iz glave živeti na zdrav način, ampak zato, ker imaš v energiji, ker imaš v telesu integracijo, ker je ta energija jeze lahko stekla skozi mene, me ni več obvladovala in sem lahko ponudil deeskaliranje. In ko sem šel stran, tam sem šel miren stran. V bistvu vesel.
Jaz sem bolj proslavljal, le integracijo imam, pizda. Ful sem bil vesel. Te stvari več ne obladujejo. On, psiholog, nek diplomiranc, ga je pa zadeva tako kontrolirala, da je od tam šel v stresu. Jaz sem po tej situaciji šel delati naprej svoje stvari, kot da ni bilo nič, človek se je pa tresel in šel naprej. Pač hočem samo pokazati, da kako pomembno je, če živimo samega sebe in kaj pomeni integracija. Tako zgleda integracija v real lifeu. To lahko pogledaš, naprimer, svoj life in se primerjaš z mojim, naprimer. Zato, da vidiš, kaj se dogaja. Kdaj pomeni, da nimaš integracije in kdaj pomeni, da imaš integracijo. Ker vidim dosti ljudi, ki nimajo integracije in so nezavedni. In to lahko vidiš itak čez njihovo obnašanje, ampak ker vidim pri sebi, ker sem imel 3 avtoimunske bolezni in vidim, kako s tem prehodom v svoje avtentično stanje, v svoje harmonično stanje, v svojo nebeško vibracijo, kot bi rekli nekateri religiozni in spiritualni ljudje, vidim, kako moji simptomi 3 avtoimunskih bolezni dobesedno izginjajo. In je to edina stvar, ki je delovala. Jaz sem probal pizdarja skoraj vse. Je to edina stvar, ki deluje in pač se hotel pokazati samo s tem, da jaz vidim pri ljudeh ista avtoimunska, bolezenska stanja, iste simptome vidim. In ko še pogledam, ko se obnašajo, samo par sekund, vidim, kaj jim fali. Vidim, da jim fali jeza, naprimer. Vidim, da jim fali žalost. Ker vidim sebe v njih. Vidim starega sebe v njih. In točno vem, kje so. Jaz res verjamem, ker se v moji lastni izkušnji, oziroma lahko rečem, da vem, ker se v moji lastni izkušnji dokazuje, da stanje avtentičnosti je stanje vitalnosti. Ti ne moreš biti avtentičen in fizično bolan. To ne obstaja. Ker z mojim prehodom v avtentično stanje moje avtoimunski simptomi izpuhtevajo. In to je edina stvar, ki je delovala, ker sem probal vse diete, postenja, vse, kar obstaja. Bom v prihodnosti na neki točki naredil video o tem. Ampak hočem samo povedati, da res sem probal vse živo in dokler ti pač ne boš se nehal upirati življenjski sili, ki teče skozi tebe, bo tlačenje te življenjske sile tebe ubijalo. Te bo ubijalo. In to je to. Vzami si te stvari, ki jih tukaj delim s tabo in poglej, kje v tvojem življenju se pojavlja tak vzorec, kot se je v mojem življenju. Zato, da si lahko pomagaš, brez da moraš plačevati za to. Ajde.